galereji IKA na odprtju razstave Utrinek časa za vse čase. Za ta prijeten glasbeni pozdrav je poskrbel vsem poznani citrar, domačin Tomaž Plahutnik. Nocojšnji večer je pravzaprav ena taka kamniška zahvala, spomin na bogato dediščino Petra Nagliča iz Šmarce. Namreč letos mineva 140 let od rojstva ščetarskega mojstra, ljubiteljskega fotografa Petra Nagliča, ki je sicer živel in deloval v Šmarci pri Kamniku, ampak seveda v vsem svojem življenju, pravzaprav z delom in potem tudi s fotografskimi zapisi, neštetokrat ovekovečil tudi mesto Kamnik. No in ob tej spominski priložnosti je njegov vnuk, gospod Matjaž Šporar, pripravil eno posebno razstavo, ki ni v prvi vrsti, kot vidite, fotografska, ampak je pravzaprav nadgradnja fotografij Petra Nagliča. Namreč ta bogata dediščina fotografska Petra Nagliča, ki jo zdaj že dobrih 20 let s tako zavzetostjo, predanostjo in seveda tudi hvaležnostjo za ta bogat opus hrani, promovira in seveda zanjo skrbi gospod Šporar, je v zadnjih 3-4 letih pravzaprav prerasla še v drugi del. To je pa, kot ste si lahko že malo gledali, bogata likovna zbirka v zelo raznolikih slikarskih tehnikah, grafičnih, risarskih, tudi nekaterih umetno-obrtnih izdelkih, raznolikih avtorjev, ki jih je gospod Šporar v zadnjih letih povabil k enemu čist posebnemu projektu, in sicer je iz te bogate raznolike dediščine ali krajinskih fotografij, etnoloških, portretnih ali pa kakšnih zgodovinskih dogodkov, torej vsega tega, kar je v fotografski aparat ujel večinoma v prvi polovici 20. stoletja Peter Naglič. Te raznolike motive je slikarjem, kiparjem ponudil gospod Šporar kot ustvarjalni izziv, da so potem po izbranem motivu sami pa zdaj naredili sliko. Tako je pred nami opus pač tukaj prilagojen glede na prostore galerije skoraj 40 del. No in ta opus je gospod Šporar naslovil Utrinek časa za vse čase. Seveda s tem zavedanjem, da ima fotografija res eno posebno moč, da svetlobo zapiše v spomin v naslednjim generacijam, seveda stvari, ki v toku časa tako hitro minevajo, bežijo mimo nas in seveda s to hvaležnostjo do svojih prednikov in s hvaležnostjo za to bogato kulturno dediščino, ki mu je bila zaupana, se potem zaveda, da so seveda te fotografije, več kot 10 000 je pravzaprav teh fotografskih zapisov se ohranilo, dragocena dediščina ne samo zanj in za njegovo družino, ampak zagotovo prav posebej za ta kamniški in domžalski konec, ki je največkrat zapisan, nezabeležen v teh fotografijah, pa seveda tudi za širšo slovensko kulturno in etnološko dediščino. Tako da kar vabim gospoda Šporarja, da spomin na svojega deda, ki ga je žal lahko prepoznal samo v tej zapuščini, nikoli pa ga ni mogel srečati osebno, da nam nekaj spregovori o njem, predvsem o njegovi bogati fotografski dediščini. Cenjeno občinstvo, spoštovana podžupanja Romana Vučakar, spoštovana magistra Bernarda Stenovec in dr. Andrej Doblekar, ona dva sta tudi sodelovala pri izdaji kataloga, in cenjeno občinstvo, hvala lepa za tak lep odziv. Veseli me, da je videti tako veliko množico in med nami pa pozdravljam tudi nekaj umetnikov, ki so avtorji del, ki so tukaj na ogled. Skratka, ideja za to razstavo je stara že približno 6-7 let. Ko sem računal nekako, kdaj bo naslednja okrogla obletnica, se pravi letos je 140 let rojstva mojega deda, sem pač prišel na idejo, če bi pa mogoče
dodal eno dodano vrednost njegovi obsežni fotografski zbirki. Najprej seveda se je začel z eno sliko, to je bil portret, ki ga je izdelal Tomaž Perko, to je iz leta 2016. Potem je prišla nekako ideja, da bi mogoče še en motiv, pa še drug motiv. No in ko se je bližala letošnja obletnica, sem nekako pritisnil na gas in pospešeno izbiral motive, tako da smo sedaj pri številki približno 42. Če spregovorim nekaj besed o dedu, ded je bil rojen leta 1883 in je umrl leta 1959. Svoje celotno življenje preživel v Šmarci pri Kamniku, z izjemo Roman, bil je navdušen Romar, glavnino svojih fotografskih del pa je naredil oziroma izdelal med leti 1899, to je takrat njegova prva znana fotografija, in do leta 1940. Takrat se je nekako iz njegovih dnevnikov je razvidno, da se je njegovo udejstvovanje fotografsko praktično ustavilo, sicer je še ohranjal stik s fotografijo tudi po drugi vojni, ampak bistveno manj. Kaj je značilno zanj in za njegovo fotografijo? Po svojo eksistenco je imel Peter zagotovljeno z ščetarstvom. V Šmarci pri Kamniku je imel tovarno ščetk. Leta 1922 po smrti očeta sta skupaj s svojim bratom Karlom ustanovila tovarno, ki je imela svoje temelje že prej, kajti Peter je v bistvu predstavnik tretje generacije ščetarstva pri Nagličevih. Ker je bil on eksistenčno zagotovljen, je svoj hobi oziroma svoj prosti čas podredil fotografiji in mogoče ravno ta moment, da je bila eksistenca zagotovljena, on je bil namreč ljubiteljski fotograf, je dalo od njegovi zbirki eno dodatno težo, ker je fotografiral dejansko za svojo dušo. Ker je bil Romar, je izredno veliko število posnetkov naredil tudi po romanjih. Nekaj njegovih dokumentarnih presežkov pa je sigurno predstavlja prvo vseslovensko romanje v svetu deželo. On je bil namreč takrat med 540 romarji, edini s fotoaparatom in je ustvaril enkratno reportažo. Njegov drugi segment fotografije, ki bi rekel izstopa, je podpora Plečnikovi gradnji, namreč dnevno, ko je hodil v Ljubljano in ohranjal stike, poslovne stike s ščetarji v Ljubljani oziroma tudi s komercialnimi posli, je vedno s seboj nosil fotoaparat in spremljal te objekte med gradnjo, tako da mislim, da je njegova zbirka ena najobsežnejših v našem prostoru. Tretji segment, bi rekel, se izraža njegova ljubezen do planin. Izredno veliko posnetkov njegovih izletov v planine, predvsem te naše kamniške planine. Večina se pot začne v Kamniški Bistrici in potem nadaljuje naprej v te naše kamniške vršace. Še en del je, ki bi ga lahko podaril, je pa njegov dnevnik. Tukaj je bil tudi pisni del in fotografski iz časa Prve svetovne vojne. On je bil v tem času mobiliziran, bil je na Ljubljanskem gradu, ker je bil bolj šibkega zdravja, se je nekako zadržal v zaledju, naredil krasen dokumentarni izbor posnetkov življenja na Ljubljanskem gradu, ki priča o tem, da je bilo življenje, ne glede na ta vojni čas, da je bilo življenje v zaledju vendarle bistveno bolj humano kot na fronti. Tako da to bi bilo nekako o njem. Celotno število posnetkov je preko 10.000. Nekako prelomno leto, bi rekel, mojega spoznavanja njegovega dela je bilo leto 2013, ko se je celotna zbirka v več fazah digitalizirala v Slovenskem etnografskem muzeju, tako da imam jaz sedaj tudi vpogled v dejansko celoten njegov opus. Zdaj pa, da ne bi bil predolg, še sklepno misel, dejansko Kamnik je to naše lepo mesto in
verjamem, da je še precej zgodb tukaj, ki mogoče tlijo nekako pod površjem in jih je vredno objaviti, in verjamem, da je prav, da grejo te zgodbe iz roda v rod, tako da upam, da bo tudi te zgodbe šle naprej in konec koncev je ta naš odnos, s tem našim odnosom izkazujemo spoštovanje do naših prednikov, do naših generacij, ki so nas zaznamovali, po drugi strani smo pa tudi za vzor bodočim generacijam, ki prihajajo za nami. In na vse zadnje, kaj nam postane, če spodrežemo korenine izpodjedene, postanemo lahko samo še spodjedene bilke. Hvala lepa. Seveda za popularizacijo te dediščine, potem številne fotografije, ponudi seveda tudi pri pripravi kakšnih knjig, publikacij, ker je ta fotografska dediščina res zanimiv pričevalec časa, ki je že minil. Ob 140-letnici pa je to samo eden v vrsti teh dogodkov, torej ob 140-letnici rojstva njegovega deda. Ravno včeraj je išla tudi spominska znamka, kuverta in pa potem tudi žig, tako da poleg te razstave je v tistem manjšem prehodnem prostoru tudi en majhen izbor filatelistične razstave fotografske dediščine, ki spremlja tudi izdajo spominske znamke kuverte in žiga Petra Nagliča. No, ampak ta bogata slikarska zbirka, ki je pa nocoj pred nami, je bila pa v zadnjem letu tudi pregledana in tudi na nek način umetniško ovrednotena. K temu je gospod Šporer povabil umetnostnega zgodovinarja, doktorja Andreja Dobleharja, ki ga večina verjetno pozna tudi kot ustvarjalca televizijskega uredništva dokumentarnih oddaj. In prav za Kamnik se ga verjetno spomnite tudi po oddaji v ciklu Mestnih promenad, ki je sicer nastala prav za mesto Kamnik že pred leti, ampak je bila letos ponovno na televizijskem sporedu. Tako da kar prosim doktorja Andreja Dobleharja,
da nam spregovori in predstavi značilnosti in pa pomen te bogate likovne zbirke. Dober večer, lepo vas vse skupaj pozdravljam. Ko odpiramo razstave, seveda iščemo neke tematike, iščemo pomen razstavljenih del in nocojšnja razstava ima še prav posebno rdečo nit in je, lahko rečem, izstopajoča v zadnjih letih po svojem temelju, po tem, na čem temelji in kako je nastala. Namreč ne poznam projekta, ki bi v zadnjih letih nastal, likovnega projekta na temelju fotografskega opusa. Matjaž Šporar je nekako začel kot skrbnik tega opusa z idejo, da bi fotografije, torej črno-beli zapisi časa, oživeli v sodobni obliki, oživeli bodisi v risarskih, grafičnih, slikarskih ali pa kiparskih delih. Gre torej za kompleksen projekt, ki je večinoma nastajal od leta 2019 pa do danes in še vedno nastaja, še vedno se dopolnjuje in tudi mislim, da se še zlepa in kmalu ne bo končal. Približno 30 umetnikov je zbranih v tem projektu, zelo različnih provenienc, različnih slogovnih izrazov, različnih tehnoloških likovnih rešitev, tudi različnih avtorskih likovnih interpretacij. To je namreč bistvo, da vsi seveda izhajajo iz fotografij Petra Nagliča, vendar se je te zaupane naloge, te odgovorne naloge vsak lotil seveda na svoj način. Seveda pa so bili tudi posamezni umetniki izbrani pravzaprav, da sledijo določeni fotografski upodobitvi, tudi zaradi tega, ker so znani bodisi po svojih krajinskih motivih, vedudnih motivih, potem po portretih, avtoportretih, žanrskih motivih, po dokumentarnih fotografijah. In vse to je pravzaprav svet Petra Nagliča. Zato bi lahko realizacije na tej razstavi razdelili v nekaj sklopov. Namreč, seveda prvi sklop, ki seveda pade na misel in ga je tudi Matjaž Šporar poudaril, prva upodobitev je bila seveda slikarska interpretacija Nagličevega avtoportreta v tem težkem plašču. Jaz v bistvu ne bi našteval imen tukaj avtorjev, sprehodili se boste in vsakega posebej lahko prebrali in občudovali. Bolj gre za principe, torej prvi sklop so upodobitve samega fotografa, njegove družine ali pa tudi žanrski motivi. Zdaj, seveda so te upodobitve posameznikov seveda umeščene v tudi lokalno kamniško okolje ali pa so upodobljene pravzaprav vedute domače Šmarce. To je v bistvu zaobseženo v tem prostoru, ki je pač prvi, v katerega vstopimo, da se seznanimo s fotografom in z njegovimi današnjimi likovnimi upodobitvami in tudi upodobitvami okolja, kamniškega okolja, v katerem je odraščal in deloval in seveda tudi celo življenje ga likovno oziroma fotografsko spremljal. To je prvi sklop, tako v bistvu bi lahko rekli fotografij kot likovnih realizacij. Na razstavi je pomembno to, da je pri vsaki sliki, pri vsakem likovnem delu poudarjeno tudi ta navezava na fotografije v sicer manjšem formatu, ampak pomembno, zanimivo je namreč to, da je posamezen avtor zbral bodisi eno fotografijo, bodisi dve fotografije ali več in jih združil v nek motiv, kot je tukaj recimo primer avtoportreta s fotografsko opremo umeščenega na Šutno, dva fotografska prizora združenega v enega. Potem pa lahko nadaljujemo v naslednjem prostoru, so pa v bistvu upodobitve različnih slovenskih krajev, ki so povezane z življenjem ali pa družino ali pa delom fotografa ali pa seveda upodobitve z romarskih poti.
seveda najbolj znamenita, večkrat v bistvu tudi razstavljen cikel v našem sodobnem času je seveda romanje v Sveto deželo, tudi romanje na Višarje je bilo izjemno pomembno in to je tisto, kar je seveda Petra Nagliča ne samo duhovno povzdigovalo, ampak te poti so ga seveda svojo neko eksotiko tudi navduševale za nastanek fotografskih upodobitev. Seveda ta eksotika na nek način je pa navduševala in v likovnih realizacijah tudi sodobne avtorje. Zanimivo je potem, če nadaljujemo to pot, razstavno pot v sosednji prostor, v srednji, lahko rečemo prostor, kjer so pa upodobitve Kamnika in okolice, tudi v bistvu vedut, velikih panoramskih vedut, oziroma ene tiste vedute, ki je, lahko rečemo, celo odraz časa, res nek zapis časa, ker so današnja krajina je popolnoma spremenjena, določenih kulturnih spomenikov, recimo gradu v Ovčjem potoku ni več in to je pravzaprav Peter Naglič na nek način ohranil, pravzaprav to neokrnjeno kamniško lepo krajino. Torej, še en vidik, torej vedutni in krajinski, ob tem osebnem portretnem, avtoportretnem, je pomemben sklop v tem razstavnem ciklu. Lahko nadaljujemo potem v dokumentarni in simbolni del, namreč zanimivo je tudi, nekateri avtorji so želeli na en pravzaprav avtorski način pristopati k tej snovi in so si izbrali posamezne dogodke. Peter Naglič je slikal tudi nekatere zgodovinske dogodke, ne samo v Kamniku, kot vidimo v sosednji sobi, recimo dogodek na Glavnem trgu reinterpretiran, ampak tudi v Ljubljani, kar vidimo tukaj v tem prostoru. In zanimivo je, da so ti dogodki bili inspiracija za nekatere tudi bolj avtorske rešitve. Bolj avtorske rešitve, recimo tudi tukaj imamo grafike, gre za upodobitve Šek in Navad ali pa recimo romarja, ki se odpravlja na pot. Torej, nekateri avtorji so ne samo prenesli motiv, fotografski motiv v barvno, lahko rečemo, interpretacijo v risbi, sliki, ampak pravzaprav v svojo novo, sodobno umetniško videnje. Več motivov tukaj je tudi žanrskih, z različnimi dogodki, različnimi pravzaprav ljudmi pri upravilih, bodisi kmečkih ali kakšnih drugih. Nekateri so povezani te žanrski motivi tudi z samim poklicem in dejavnostjo Petra Nagliča. Še en pomemben sklop pa je seveda dokumentarna oziroma arhitekturna fotografija. Slišali smo, da je izjemno sledil gradnjam, v 30 letih so se večinoma dogajale te gradnje Plečnikove Ljubljane in ta cikel fotografij, najbolj znanih Plečnikovih stavb, je izjemno dragocena dediščina in izjemno dragocen zapis, ki pravzaprav govori o tem, kako je ta Ljubljana Plečnikova nastajala in ta cikel je bil tudi večkrat predstavljen ob različnih Plečnikovih obletnicah. V zadnji sobi namreč imamo en pomemben sklop upodobitev v različnih tehnikah, poudarjam različne risarske, grafične, slikarske tehnike so tukaj navzoče, ki je povezan z Jožetom Plečnikom. Jože Plečnik je bil seveda, sploh z jubilejnim letom, ki smo ga praznovali, je bil seveda velika inspiracija in je tudi seveda zelo občudovan prav po teh fotografijah Petra Nagliča, ki so naše novo življenje v ciklu likovnih upodobitev, ki jih lahko tukaj občudujemo. Torej, malo smo se sprehodili po tej razstavi. Sam projekt ima neko posebno mesto, posebno težo, kot sem že rekel, v našem likovnem razstavnem prostoru. Zanimivo je to, da poudarja razmerje med fotografijo in slikarstvom, fotografijo in siceršnjo likovno umetnostjo, ki se je to razmerje namreč v zgodovini izjemno spreminjalo. Seveda,
V 19. stoletju, v pionirski dobi fotografije, je fotografija na eni strani počasi spodrinila, nadomestila slikani portret kot pravzaprav reprezentativno upodobljenca njegovega sveta, obličja in sveta. Po drugi strani je pa služila tudi slovenskim avtorjem, kot so Ivana Kobilca ali pa Ivan Grohar, je fotografija služila kot v bistvu nastavek ali pa pomoč pri slikanju ateljejskih slik. In zanimivo pa je tudi to, da se fotografija uporablja še danes za pravzaprav in na nek način nadomešča skicirko. Sploh telefoni so nekako, lahko rečemo, demokratizirali fotografiranje in fotografijo prenesli pravzaprav na neko drugo raven, ne moremo reči ravno drugo, višjo, kakovostno, ampak fotografija kot taka se je izjemno razširila med ljudmi in gotovo spremenila pogled ne samo na fotografijo, ampak tudi na povezavo fotografije in likovne umetnosti. Torej, ta povezava, lahko bi naštevali različna imena, različne slike v zgodovini slovenske umetnosti, zlasti zgodnjega 20. stoletja, pa še časa med vojnami, kje vse je fotografija služila kot izhodišče za nastanek likovnega dela, pri Ivani Kobilci, pri Ivanu Groharju, pri Francetu Miheliču, je pa v bistvu kompleksno in gledanje in pravzaprav nek drug odnos pa se odpira pravzaprav s tem pogledom ne sodobne fotografije, ki vpliva na sočasno sodobno likovno delo, ampak stare fotografije, ki prinaša vendarle neko nostalgijo, neke spomine, ohranja neko kulturno dediščino, neke šege in navade. In ta stara dediščina, ta pravzaprav nostalgija in ta prostor, ki je seveda drugačen, kot je danes, tudi za Kamnik moramo tako reči, in da je bil ta prostor, ta krajina, to mesto, ta narava drugačna, ali pa vsaj pravzaprav nekako bolj nostalgična v Nagličevem času, kot je danes. Seveda, to je pa drugo razmerje, ki prinaša ta odnos med tradicijo in zgodovino in sodobnim ustvarjanjem. In se mi zdi, da je to tisto tudi pomembno sporočilo, da te slike pravzaprav ohranjajo del sveta, ki ga ni več, hkrati pa v nekaterih primerih služijo tudi kot za izhodišče za avtorske likovne interpretacije. To razstavo smo skupaj s knjigo predstavili spomladi v Zavodu Svetega Stanislava in zdi se mi posebej dragoceno, da je danes tukaj na ogled v Nagličevem domačem Kamniku in vam želim, da v njej pravzaprav najdete takšne navdihe, kot so jih našli likovni umetniki ob soočanju z Nagličevo lepo, dragoceno domačo fotografijo. Hvala.
predstavitev zbirke in seveda tudi citrarju Tomažu Plahutniku. Verjetno je prav ob tej spominski razstavi ta skladba Urbana Kodra za film Cvetje v jeseni, ki je tudi verjetno nostalgično povezan z našimi spomini in prav letos mineva 50 let od njegovega nastanka. Hkrati pa tudi smo prej ugotavljali spominsko leto Ivana Tavčarja, avtorja te idilične povesti. Letos namreč je minilo tudi 100 let od Tavčarjeve smrti. Tako da cel kup jubilejev, pravzaprav, ki nas spodbujajo, da bi z eno hvaležnostjo se ozrli na to preteklost, pogledali, kaj, tako kot je rekel gospod Šporar, kaj so te korenine, iz katerih črpamo za svoje življenje in za katere upamo, da nam bodo dali življenjski sok tudi naprej in tudi zdaj našim naslednjim generacijam. Se mi zdaj tako sporočilno, ko so se prej odprla vrata, pa smo dobili še en najmlajša obiskovalko. Ja, tako da res, kako, to, kar prenašamo naprej, je seveda z eno hvaležnostjo za to, kar smo prejeli in pravzaprav po drugi strani tudi z nekim upanjem in zaupanjem za vse, kar bo šlo naprej življenje tudi, ko nas ne bo več. In prav ta hvaležnost se mi zdi, da je nekaj, kar je prepletlo življenje Matjaža Šporarja, spominam na njegovega deda, in da je to tudi ena spodbuda z vsako razstavo, z vsakim projektom ali pa koledarjem, z vsem, kar dela, ker pravzaprav pričuje, da tisto dobro in lepo, ki ga delimo med nami, da je pravzaprav to tisto, kar tudi ostaja. Tako kot ostajajo te svetlobni zapisi na fotografijah, tako na nek način simbolno lahko rečemo, da ostaja svetloba vsega dobrega, kar si podelimo. In pesnik Rainer Maria Rilke je ob eni priliki dejal, da je življenje s svojimi bogastvi preseglo sleherno poznejše obubožanje. In česa bi se torej bali? Samo tega, da bi pozabili. Ampak v nas in okrog nas toliko opor za spominjanje. In zagotovo je tudi ta razstava ena močna opora, ne samo za gospoda Šporara, njegovo družino, ampak tudi temu, kar je zdaj posvetil za samo mesto Kamnik. Tako da k zaključni besedi vabim zdaj še predstavnico občine Kamnik, podžupanjo, gospo Romano Učakar, ki bo to razstavo tudi odprla. Lep dober večer tudi v imenu občine Kamnik. Me res veseli, da smo se zbrali v tako lepem številu. Ko sem se pripravljala na današnji govor, se mi je po glavi porajala misel, kako globoko spoštovanje, ljubezen in hvaležnost je moral čutiti glavni zaslužek danes, da smo tukaj, Nagličev vnuk, gospod Šporar, da je pravzaprav začel raziskovati tudi dedovo delo in ga širiti med vse nas. Petra Nagliča, kot pravi gospod Matjaž, zaznamujejo 3 simboli, ki predstavljajo različna področja njegovega delovanja. In to so ščetka, fotoaparat in školjka. Zdaj o ščetki pa fotoaparatu nam je že Matjaž kar nekaj povedal, zato bom to izpustila, pa se samo dotaknem še te školjke, ki je simbol romarjev in je krepila njegovo duhovnost, saj je imel globok verski čut, izredno spoštljiv, a hkrati tudi zelo širok in življenjski. S fotografskim aparatom je zabeležil prvo vseslovensko romanje v Jeruzalem leta 1910. In kot smo že slišali, njegov fotografski opus sega v številne žanre. V začetku svoje kariere se je osredotočal na portretiranje, kasneje pa je fotografijo uporabljal kot sredstvo dokumentiranja vsega, kar ga je obkrožalo in mu je bilo tudi vredno ovekovečiti. In Nagličeva zapuščina predstavlja neizčrpan vir za preučevanje krajevne zgodovine Kamnika in Domžal ter širše okolice. Ob tej priložnosti in ob vsem, kar sem izvedela o njem, želim tudi sama izraziti globoko spoštovanje do Petra Nagliča in se zahvaliti v prvi vrsti njegovemu vnuku, gospodu Matjažu Šporarju, ter seveda vsem
ki so oživili te njegove fotografije in pa seveda vsem, ki ste omogočili, da lahko danes občudujemo njegovo delo in ga cenimo na tej razstavi v Kamniku. Naj nas njegove fotografije navdihujejo in nas spomnijo na pomembnost dokumentiranja in ohranjanja naše kulturne dediščine. Želim vam prijeten večer in čudovit ogled te razstave. Hvala. Ja. So to vstali. Tako, razstava je odprta. Zdaj se malo postrešte, no. Zdaj imamo sigurno suha grla.